Pozdravljeni, moje ime je Tadej Hren. Sem zaposlen na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost CICERT in že 20 let delam na področju informacijske varnosti. Spletne trgovine so ena izmed najboljših storitev na spletu. Tudi jaz pogosto nakupujem preko spleta. Če potrebujem nov izdelek, najprej primerjam cene v različnih spletnih trgovinah, v najbolj ugodni opravim nakup, dostavna služba pa mi pripelje izdelek domov. Tako sem prihranil čas in denar. Na začetku zna biti tako nakupovanje malce komplicirano in tudi stresno, sploh če niste vešči tehnologije. Ampak večkrat, ko to naredite, lažje je. Ko se enkrat navadite, postanejo spletni nakupi enostavno rutina. Ampak tudi med spletnimi trgovinami se dostikrat najdejo take, ki se jih je bolje izogniti. Med prebiranjem novic se vam prikaže oglas za spletno trgovino, kjer prodajajo ravno tisto, kar ste prejšnji dan iskali na spletu. Na voljo so vse velikosti, poštnina je brezplačna, cena pol nižja kot drugje, vendar pa morate takoj dokončati nakup, saj bo zaloga sicer pošla. Vse to so triki lažnih spletnih trgovin, ki so zgolj fasada, za njimi ne stoji nobeno podjetje, slike izdelkov pa so enostavno prekopirane iz drugih spletnih trgovin. Zato je pomembno, da ko prvič nakupujete v neki spletni trgovini, si pred nakupom vedno vzemite minuto ali dve in preverite trgovino, saj v poplavi najrazličnejših ponudnikov lahko hitro naletite na lažno trgovino ali trgovino s ponaredki. Žal ni enega samega znaka, ki bi z gotovostjo kazal na spletno prevaro, ampak je potrebno preveriti in kombinirati več sumljivih znakov. Najprej preverite podjetje, ki stoji za spletno trgovino. Poiščite na spletu podatke o njem, komentarje, forume. Če ni navedenega niti enega konkretnega podatka o prodajalcu, naprimer naslov, matična davčna številka, telefonska številka, potem je to znak, da spletno trgovino ni vse v redu in da z nakupom najverjetneje ne boste zadovoljni. Lahko se tudi naučite, kako se preveri starost domene spletne trgovine. Starost domene je odličen pokazatelj, ali gre za prevaro ali ne. Če se na spletni strani hvalijo z večletno tradicijo, domena pa je bila registrirana pred mesecem dni, ste lahko povsem prepričani, da gre za prevaro. Natančna in enostavna navodila, kako preverite domeno, najdete na naši spletni strani Varni na internetu. Pa še nekaj. Če ste na spletno trgovino prišli preko oglasa, naprimer na portalu ali družbenem omrežju, to še ne pomeni, da je trgovina vredna zaupanja. Stalna praksa spletnih goljufov je tudi to, da enostavno zakupijo oglase na različnih platformah in preko teh oglasov mamijo potencialne žrtve. Ko pa se začne širiti slab glas o trgovini, pa spletno stran enostavno kopirajo in postavijo na neki drugi domeni ter tako nadaljujejo s svojim početjem. Med brskanjem po spletu boste naleteli tudi na oglase za razne čudežne pripomočke, ki vam bodo povrnili sluh, izboljšali vid ali celo ozdravili revmo. Na reklamni spletni strani se bodo nahajale slike zdravnikov, ki priporočajo ta čudežni izdelek, ter polno mnenj zadovoljnih uporabnikov, ki jim je izdelek povsem spremenil življenje. Ampak pozor, časa za premišljanje ne boste imeli na voljo, saj je na voljo zgolj omejeno število izdelkov, številka pa se iz sekundo zmanjšuje, saj izdelek sproti kupujejo po najrazličnejših slovenskih krajih. Vse to so triki, s katerimi vas želijo prepričati v hiter in nepremišljen nakup. Fotografije zdravnikov so ukradene, mnenje uporabnikov so napisali sami prodajalci, podatke o kupcih pa naključno izpisuje skripta na spletni strani. Pri takih neverjetnih ponudbah se pred nakupom vedno ustavite in dobro premislite, ali ste res na sebi pripravljeni uporabiti zdravilo, ki ga prodaja povsem neznan prodajalec in ni bilo izdelano in preizkušeno v skladu s strogimi predpisi. Z nepreverjenimi izdelki lahko resno ogrozite svoje zdravje. Glede zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil se vedno obrnite na svojega zdravnika ali pa se pozanimajte v lekarni. Tudi če prodajate prek spletnih malih oglasnikov, vas bodo verjetno kontaktirali potencialni kupci, ki se ne bodo pogajali za ceno, želeli pa bodo, da uporabite neko novo poštno storitev za nakazilo denarja, za katero pa še nikoli niste slišali. Pri tem znajo biti zelo prepričljivi. Njihova ponudba lahko na prvi pogled izgleda povsem varna. Ampak ne pustite se zavesti.
Povsem brez slabe vesti lahko vedno vztrajate pri tem, da uporabljate zgolj vam znane postopke, pa tudi če vas bodo prepričevali, da se vam ni potrebno res nič bati. Goljufi vas bodo poskušali zmesti na najrazličnejše načine. Če ste navajeni, da izdelek pošljete šele, ko je kupec nakazal denar na vaš bančni račun, enostavno vztrajajte pri tem postopku. Predvsem pa ne hitite. Vedno si vzemite čas in preverite ponudbo, predno jo sprejmete. Če niste prepričani, da imate dovolj znanja, pa se brez slabe vesti ustavite in obrnite po pomoč. Kadarkoli dvomite ali želite več pojasnil ali niste prepričani, da povsem razumete, kaj se dogaja na zaslonu, prosite za pomoč družinskega člana ali prijatelja, ki je računalniško bolje podkovan. Kratek telefonski klic vas lahko reši velikih težav. Pomoč lahko poiščete tudi na naši spletni strani Varni na internetu. Na začetni strani so opisi najpogostejših spletnih prevar, ki trenutno pestijo slovenske spletne uporabnike, na zavihku prevare pa najdete opise preostalih spletnih groženj. Pa si poglejmo še konkretne primere. Oglas za spletno trgovino se vam je prikazal med brskanjem po spletu. Na prvi pogled izgleda povsem tako, kot bi pričakovali za neko spletno trgovino. Na voljo so vsi modeli in številke, cene pa so v primerjavi z drugimi spletnimi trgovinami izredno ugodne. Ampak zdaj se pa poglejmo podrobnosti. Domena vsebuje besedo Slovenija, ampak to še ne pomeni, da je spletna trgovina iz Slovenije. Tako domeno namreč lahko registrira kdorkoli na svetu in spletni goljufi to s pridom izkoriščajo. Tudi če se domena na primer konča na .de, to še ne pomeni, da gre za trgovca iz Nemčije. Poglejmo še bolj v podrobnosti. Del besedila je v slovenščini, del v angleščini. Spletna trgovina, ki da kaj nase, si kaj takega težko privošči. Pogoje uporabe bomo iskali zaman. Če poskušamo najti podatke o podjetju, ki upravlja spletno trgovino, jih ne bomo nikjer našli. Spletna stran o nas vsebuje zgolj neke generične navedbe, na povezavi kontakt pa se nahaja zgolj na pol preveden kontaktni obrazec, ki ne vliva zaupanja. Če bi preverili starost domene, bi ugotovili, da je bila registrirana pred kratkim. Ta spletna trgovina je zgolj lepa fasada, vse ostalo pa je lažno. Poglejmo si še en primer. Preko spletnega oglasnika prodajate nek izdelek. Zelo kmalu vas preko WhatsAppa ali Vibra kontaktira zainteresiran kupec. Predstavi se kot prebivalec kraja na drugem koncu Slovenije in vam ponudi uporabo nove storitve dostavne službe, pri kateri on plača dostavni službi znesek za izdelek in poštnino, vi pa dobite denar nakazan tako, da na spletni strani vpišete podatke o kreditni kartici. Po upravljenem plačilu pa naj bi kurir prišel iskat paket na vaš dom. Na prvi pogled izgleda vse super, denar boste dobili takoj na račun, pa še na pošto vam ne bo potrebno hoditi. Ampak tu žal ni vse tako, kot se zdi. Kajti spletna stran, kamor vas vabi kupec, ni spletna stran dostavne službe, ampak zgolj izgleda tako. Z njo pa upravlja goljuf, ki se predstavlja kot kupec. Če boste na strani vnesli podatke o vaši kartici, ne boste dobili nakazanega denarja, ampak vam bodo goljufi spraznili celoten račun.